Jaz bom predstavila na kratko naš program v letu 2024. Najbrž našo družbo že kar, bom rekla, dobro poznate. Lansko leto smo praznovali 20. obletnico založbe, tako da zdaj se res nimamo več za mlado založbo. Še vedno se učimo, še vedno gledamo vedno na potrebe bralcev, kaj potrebujejo, kaj so kakovostne knjige in seveda se trudimo čim boljše izdajati, tako po vsebini, kot tudi po kvaliteti izvedbe. Tukaj imam jaz sicer napisan, da letno več kot 40 novih naslovov sem šla pred predstavitvijo štet, če se nam letošnje leto izide tako, kot si želimo in kot ga načrtujemo, dejansko bomo presegli 52 novih naslovov, plus ponatisi. Neke knjige bomo tudi ponatiskovali. Dve tretjini našega programa zasedajo knjige za otroke in za mladino in od tega, oziroma celotnega programa, 70% knjig so domači avtorji, domači ilustratorji, pisatelji. Večinoma izdajamo leposlovje, je pa tudi izdamo tudi kakšne priročnike, to je v bistvu, bom rekla, odvisno od leta, odvisno na kaj naletimo. Letos bomo izdali en priročnik, ki smo upali, da ga bomo že lansko leto, pa se je malo zavleklo, pa ga bom malo kasneje tudi predstavila. Če se malo pohvalim, naše lansko leto je bilo zelo uspešno, od priznanja Zlate hruške za prevedeno mladinsko poučno knjigo, pa tudi recimo, če izpostavim nominacije za knjigo leta Mateja Gombuc-Gorica. Bele brane, to smo zelo veseli, da skoraj vsako leto se katero od naših knjig uvrsti na seznam Münchenske knjižnice za mlade, oziroma te seznama belih bran, ki jih Münchenska knjižnica priporoča. Častno listo IBI za ilustracije se je lansko uvrstila na častno listo Maša Žmitek s knjigo Po sledeh velikanov. Torej, to je knjiga, ki je šla leta 2022, lansko leto smo izdali tudi nadaljevanje, Po sledeh velikanov, Dinozauri Jure. Pa seveda v okviru priznanja Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico smo dobili posebno priznanje za kakovost tipne slikanice za knjigo Žigo Špagetje na prvih besed. Pa še dve knjigi, ki sta bile uvrščeni v IBI zbirko slikanic brez besed, Dogodivščina žepu in Črta. Torej, Zlatih hrušk smo vedno tudi veseli, smo imeli bogato bero, niti vseh naslovnic nisem mogla dati tukaj na tole projekcijo, ampak jaz mislim, da jih zdaj že vsi dobro poznate. Ne bi pa želela, oziroma na začetku bi želela najprej mogoče izpostaviti par naslovov, ki so šli ob koncu lanskega leta, pa se mi zdi, da včasih kakšne knjige potem, če izidejo res čisto na koncu, kar malo poniknejo oziroma ne dobijo take veljave, kot bi si želeli. Torej, Avtomoto mravlje so strip, torej stripovska priredba fantastične mladinske pripovedi, ki je sicer v izvirniku išla že leta 1975, ampak bom rekla, je žal še vedno zelo aktualna. Torej, Jože Snov, v bistvu je bil taka tank, oziroma ni bilo tako tank, ampak taka drobna knjigica Jožeta Snoja, ki jo lahko beremo kot eno tako fantastično dogodivščino, ampak bolj zahtevni bralci pa bodo v njej prepoznali tudi neko kritiko vsakršnega totalitarnega režima. Za priredbo je poskrbel dr. Igor Saksida, ilustrator pa je seveda vsem znani Damjan Stepančič, ki je to, bom rekla, to vrstno delo, to vrstno besedilo je v bistvu res zanga, on zelo uživa pri ilustriranju stripov ali pa knjig, slikanic s to vrstno tematiko, tako da je tudi kar malo lahko tudi kruta. Kar bi rada še od lanskega leta izpostavila, je seveda tale naša, kot kaže, zelo uspešna zbirka zgodbe Vojvodine Kranjske. Torej, ta ustvarjalni tandem
Sebastian Pregel, Jure Engelsberger, smo ga zelo dobro spoznali že s prejšnjo zbirko, zgodbe z konca kamene dobe. Da mačka ne skočila besedila. Ko sta zaključila, v bistvu s tisto zbirko sta se lotila novega časa. Sebastian se je podal v čas Janeza Vajkarda Balbazorja. Tukaj je izpostavljen lik, v bistvu izmišljen lik Balbazorjevega oprode, Martina, in tudi druga knjiga je seveda napeta in zanimiva, z Majnog mestom se dogaja v Ljubljani, tako da malo spoznamo skozi oči, bom rekla, navadnega meščana Ljubljane, kako je, bom rekla, delovala Ljubljana v 17. stoletju, kaj je bil pomen listnih vrat, kako so se ljudje bali kuge, kako so izgledali zdravniki, ki so zdravili kugo, pa izvejo otroci, ko to berejo, tudi veliko o v bistvu, teh prepovedanih knjigah, torej to je čas reformacije in glavni zaplet se odvija okoli knjige Abecednik. Še nekaj, kar je šlo sicer pred kratkim, pa bi rada zdaj izkoristila tole priložnost. Torej, Ana Volc je že zelo znana nizozemska pisateljica, tudi pri nas priljubljena, po njenih knjigah so posneli, mislim, da je to zdaj že 2 filma. Bi rada najavila, da Ana Volc prihaja v Slovenijo letos, zdaj to lahko že povemo, ker je to že dogovorjeno, tako da bo po Sloveniji promovirala svoje knjige, predvsem tole zadnjo, pa jo mogoče, če nam bo uspelo, jo boste lahko tudi ujeli tudi tukaj v knjižnici, mestni knjižnici, bomo imeli en dogodek z njo. Samo še eno staro, v bistvu ni stara, ne, ampak lansko letno knjigo bi rada izpostavila, torej knjiga, ki je bila nominirana tudi za knjigo leta na Slovenskem knjižnem sejmu, zgodovinski roman, ki ga res toplo priporočam v branje, to je seveda za odrasle. Zgodba, ki se razteza čez 80 let, od nekako druge svetovne vojne, pa vse do današnjih dni, in se pripoveduje zgodbo o tem, kako so doživljali ljudje to razdelitev Gorice na italijansko Gorico in na jugoslovansko Novo Gorico. Tudi opisuje, kako je Nova Gorica nastajala, kako so jo gradili, kako so jo načrtovali. Predvsem se mi zdi pa to odlika te knjige, ker vsi nekako vse približno vemo, ne, kako so razdelili na A, na B in tako naprej. Tukaj pa dejansko to dogajanje spoznamo skozi doživljanje teh 4 ženskih likov, kaj je to pomenilo za njih, ne, kako posestvo neke družine se razdeli, ker ostane velik del v Italiji, oni živijo v Sloveniji, pa čeprav so Furlani, ali pa v bistvu ena zgodba pripoveduje tudi, kako v bistvu se 2 zaljubljenca razideta, ker eno ostane na italijanski strani meje, druga, ena od teh protagonist pa na slovenski in tako naprej. S to knjigo in še eno, ki je šla lansko leto, torej od roman Vinka Metterndorferja, smo vzpostavili, bom rekla, ustvarili novo zbirko za odrasle, ki smo jo poimenovali Pika. Tukaj nam je šlo predvsem zato, to je bolj tak priročen format, malo manjša knjiga, do zdaj smo izdajali vedno večje formate, ker dejansko so bile take, bom rekla, želje bralcev z večjimi črkami, to ohranjamo v zbirki Srebrne niti, medtem ko ta Pika pa je, bom rekla, bolj tak modern format, manjši, bolj tak priročen tudi za na plažo ali pa za na avtobus. In če nadaljujem kar potem tukaj naprej, torej, slučajno se je tako išlo, bom rekla, da tale naša zbirka Pika, vsaj prvih 6-5 knjig bodo sami slovenski avtorji, letos bomo dodali sicer še eno prevedeno. Začenjam s nekim kratkim opisom ali pa najavo druge leposlovne knjige Barbare Cerar, igralke, zelo znane igralke v Sloveniji Barbare Cerar, ki bo v kratkem, v roku enega meseca, da imamo že naslovnico, izdala tudi pri nas tole knjigo Prod. Torej, tukaj bom malo prebrala, kaj je napisala urednica v njem. Roman stavi na raznoliko bralsko občinstvo,
tako na ljubitelje nenavadnih, nepredvidljivih zgodb, kot na tiste, ki od knjige pričakujejo več. Razmislek o naravi ljubezni in zla in o krhkosti življenjskega ravnovesja. Gre za 3 pripovedne linije. Ena je, bom rekla, prvoosebna pripoved, kjer se pripovedovalka spominja otroštva, potem imamo eno tretjoosebno fantazijsko zgodbo, vse to pa povezuje Reka, zato je naslov proti in tudi Reka na naslovnici. Pisavo Barbare Cerar odlikujejo živi, prepričljivi liki, izdelani fabulativni loki in rahločutno, nestereotipno odpiranje osnovnih bivanskih vprašanj. Tele knjige se zelo veselimo. Druga najava, bom pa najavila knjigo avtorice, ki jo sicer zelo dobro poznamo kot avtorico mladinskih in otroških knjig, Nina Malkrovat, bo prestopila tudi oziroma malce poskusila kot avtorica za odrasle. To je neka prvenec za odrasle, privid preteklosti. Nina je mogoče malo tudi autobiografsko opisala dogajanje. Tukaj v tej knjigi sledimo 2 tokovoma odrasle protagonistki Ani, ki ima kronične težave z želodcem in zaradi tega pogoste obiske zdravnika. V čakalnici pa v bistvu obuja spomine na njo kot mlado, ki je bila nekaj časa na otroški bolnici in kaj se je tam dogajalo. To je tak odličen transgeneracijski roman. V bistvu ta odrasla protagonistka je pa v bistvu toliko zavarovano te svoje spomine, malo pa malo tudi težave, da pa ne v bistvu jo preseneti, kaj se pa v bistvu v njenem domačem okolju z enimi otroci dogaja. Tretji roman iz te zbirke, Vinko Mebrendorfer, Spomin stvari, najbrž se spominjate, lansko leto smo izdali njegova odštevanja. To se je v bistvu, ko smo jo izdali, tudi Vinko še ni vedel, da to je bil prvi roman trilogije, tako da zdaj nadaljuje z drugim romanom. Vse 3 bo povezovalo nek tak rdeča nit časa, kako se sedanjost in preteklost prepletata. Tukaj se ukvarja v bistvu bolj s tem, kako imajo tudi stvari svoj spomin in kako, ko jih obujamo, oziroma ko jih jemljamo v roke, kako nam spomini lahko živijo in nam pač prinesejo ali pa nam obudijo prijetnejše ali pa mogoče tudi neprijetne občutke. Zadnji roman, to pa je nagrajen roman katalonske pisateljice Empar Moliner, je leta 2022 prejel nagrado Ramon Llull. Tukaj se pa avtorica loteva odnosa med starejšo žensko na pragu menopavze in njenim mlajšim možem, ki pa se zaljubi tudi v mlajšo žensko. Tako da se avtorica oziroma protagonistka prevprašuje o staranju, tudi o krhkosti zakonske ljubezni, pa tudi pojemanju umetniškega navdiha. S podobnim dizajnom smo potem imamo tudi tole zbirko Kratke, ki smo, bom rekla, je kar nova zbirka, tudi še do zdaj je v njej so v njej šli 2 knjigi. Letos načrtujemo torej še 2 knjigi slovenskih avtorjev, torej kratke proze. Torej tukaj imam 2 stari naslovnici, ene knjigi, ki sta že šli. Večkrat nagrajena slovenska pisateljica Anja Mugerli je v zbirki Siva pega ustvarila zanimivo zbirko zgodb, ki opisuje različne ženske like, ki pa se zavedno ali pa tudi ne vplivajo na življenja druge. Torej, imamo različne zgodbe, ampak ki se na koncu nekako prepletejo. Zelo veseli smo pa tudi naslednje knjige, zelo priznanega strokovnjaka za kazensko pravo, torej Dragan Petrovec,
mislim, da ga vsi dobro poznamo. Je napisal že nekaj knjig, tudi seveda svojega področja, predvsem pa se on v svojih leposlovnih knjigah loteva bolj humoreske, takih smešnih prigod, ki so vedno nekako malo izkažejo kakšne ost tudi na družbo, so take tragikomične in opisuje v prvoosebnih pripovedih. Torej, odkriva neka univerzalna, pa tudi zelo aktualna vprašanja. Za odrasle imamo, ampak za ljubitelje klasike imamo prav zbirko klasiki. Do zdaj je šlo že 13 knjig. Nekako se trudimo, da vsako leto izide vsaj ena, lansko leto mislim, da so celo išli 2. Torej letos pa bomo izdali 14, ki pa je, bom rekla, kar tak velik zalogaj za nas. To je knjiga Sever in jug, Elizabeth Gaskell. To je knjiga, ki bo imela krepko čez 600 strani, zato pravim, da je kar velik zalogaj, nismo se še odločili dejansko, bomo izdali celo mogoče v 2 knjigah. Je pa to, ko smo izbirali, ko smo se pogovarjali, kakšno knjigo bi želeli izdati v tej zbirki, smo bili hitro enotnega mnenja, da to je knjiga, ki jo je treba prevesti, pač še nikoli ni bila prevedena, čeprav nekaj knjig, mislim na 3 ali 4 knjige Elizabeth Gaskell so že v slovenščini. Zelo aktualna tema, čeprav postavljena bo v bistvu v viktorijansko Anglijo. To govori o tem razkolu med severom in jugom v Angliji. Zelo tak jug je bil tak ruralen, medtem ko je bil sever zelo industrijsko že razvit. In protagonistka romana se preseli iz juga na sever in doživi nek tak skorajda kulturni šok. Postavljena je potem zdaj ne vem točno, kako je avtorica poimenovala mesto, v bistvu gre za Manchester, kjer se, kot sem rekla, industrijsko zelo močno razvija in njen oče je bil učitelj enega od lastnikov ene večje tovarne in delavci te tovarne so se uprli, torej neka taka stavka, zaradi neurejenih razmer, to je bil čas, ko še niso bile urejene, ne delovne ure, ne varstvo pri delu, torej res so bili prepuščeni lastnikom teh tovarn in potem skozi to zgodbo v bistvu se odpirajo veliko družbenih vprašanj, veliko se premišljuje o tem, kaj je v bistvu vloga lastnikov tovarn, kaj je vloga delavcev in tako naprej, da ne bom predolgo razkladala. Je pa malo tudi ljubezenske zgodbe na koncu se razplete, to smo nekako krvajeni pri teh klasikih. Torej, pri več kot 600 strani bo to res knjiga za prave ljubitelje klasične literature. Priročniki, prej sem rekla, da jih ne izdamo tako zelo veliko, no letos pa vendarle bomo eno, ki se nam zdi zelo pomembna in bo, upam, da zapolnila eno veliko vrzel na Slovenskem knjižnem trgu. To knjigo smo sicer napovedovali že za lansko leto, pa se je skazala kar za velik zalogaj, pa tudi želimo, da je res super pregledana in res prava, oziroma da ponuja prave informacije. Je sicer prevedena, trenutno je v recenzijskem branju. Torej, dejansko se je na nas obrnil eden od bralcev, zdravnik, ki ima težave s putiko, torej protinom, in nam je povedal, da je prebral že vso mogočo literaturo iz tujega trga, seveda v angleščini večinoma, o tem, in da je našel knjigo, ki se mu zdi najboljša, ki res povzame vse težave teh bolnikov in daje dobre nasvete. Tako da mi smo se potem, mi smo šli v akcijo, smo poiskali te pravice. Ko smo prebrali, smo se z njim strinjali, tako da, kot sem rekla, zdaj že kar po 2 letih dela bo, upam, da zdaj v mesecu ali 2 ta knjiga je šla. Drugače pa lahko upozorim tudi na ostale naše priročnike, Atomske navade najbolj dobro poznate, to je v bistvu najbrž naša najbolj prodajana knjiga.
Mislim, da smo šli zdaj že v 5. ponatis. Prav tako umovadba je bila tudi izjemno uspešna, ravno zaradi konstantnega povpraševanja je popolnoma razprodana, zaradi konstantnega povpraševanja pa smo se odločili, da jo bomo zdaj v kratkem in bomo še enkrat ponatisnili. Če gremo zdaj, mislim pa, včasih gremo od odraslih proti mlajšim. Se oproščam za font, tole očitno pri prenosu je malo prišlo do nekih napak. Tole zbirko tudi jaz mislim, da zelo dobro poznate. Igor Karlošek, ki je skoraj da naš hišni avtor in hitrost njegovega pisanja je neverjetna. On mi vedno reče, ja, zdaj sem pa že, mislim, da zdaj že 5. v bistvu končal. Čeprav smo 4., torej past, boste dobili, v bistvu jo imamo ravno stiskati, tako da boste kratko dobili knjižnice. On vedno reče, da on hoče biti pod pritiskom, da on vedno vsaj 1 ali 2 vnaprej napiše. Ja, res je neverjeten, ob tem pa ne se ne ukvarja samo s to zbirko, ampak izdaja še za odrasle, še za mladino, kakšne problemske romane in tako da neverjetno. Torej, prva zbirka Ognjeno mislim, fenomenalno uspešna za nas in tudi pri mladih bralcih. In ko se je zaključila, v bistvu Igor je končni zaključil, on ima še grozen velik idej, tako da smo rekli, seveda gremo naprej. S tem, da je izpostavil prej, če so bilo teh 5 otrok, zdaj pa je te 3 izpostavil, tako da je tako še malo bolj fantovska, bom rekla, ta zbirka. Čeprav tudi punce pridejo na svoj račun. Pa tudi zaenkrat smo rekli 5 knjig, ampak ne vemo, mogoče se bo Igorju še naprej pletlo to vesolje, bom rekla, preseljevanje narodov, Slovanov in tako naprej, tako da ne bom rekla, da bo 5. zadnja. Definitivno pa bo 5. še letos, torej 4. ravnokar in 5. letos. To je v bistvu, mislim, to je res, da lahko slovenski avtor sproducira 2 knjigi, take debeline in v bistvu tudi take zahtevnosti na leto, to se nam zdi neverjetno. Za mladostnike bi rada izpostavila še tele 3 naslove. Prva knjiga, Odpor, je že išla. Mogoče ne povem, da najbrž poznate, imamo več zbirk za mladostnike, torej Zorenja plus, Srečanja, nekoč Čiv, tako da nekoč so nekako zbirke, ki pokrivajo mogoče kakšne bolj zgodovinske teme, Čiv so tako bolj lahkotnejše branje, Zorenja in Zorenja plus so problemski romani, Srečanja bom pa rekla nekje med problemskimi romani, pa med lahkotnejšim branjem, tako nekako smo jih uvrstili in tja, recimo, smo uvrstili tudi Preživetje Igorja Karloška, ki pa je že taka malo detektivska roman. Torej, v zbirko Nekoč smo uvrstili prevodno knjigo Odpor, to je nizozemska avtorica Vilma Geldov. Moram reči, to je knjiga, ki je, mislim, nekakšen mesec zunaj, in dobivamo same super ocene, same super kritike, same pohvale, ker knjiga v bistvu urednica je bila večkrat skeptična, kako bo sprejeta, ker ni prav lahkotna knjiga. Napisana je po resničnih dogodkih, avtorica je intervjuvala to članico nizozemskega odporniškega gibanja, ki je takrat, ko knjiga nastala, imela že 91 let, mislim, da se je že pokojna, tako da je po resničnih dogodkih nastala. Govori pa v bistvu, to je bila ta punca, da se ne spomnim, kako je bilo ime, torej ta glavna junakinja, je bila takrat stara nekje 14 let, ampak so jo izbrali, da bi bila članica odporniškega gibanja zato, ker je izgledala mlajša in da je bila, v bistvu, bom rekla, nesumljiva. Vedno je nosila 2 kiti, da je izgledala še mlajša, ampak to, kar so počeli takrat, v odporu do nacistov, mislim, ko so se upirali nacizmu, ni prenašala samo pošto, dejansko so minirali železniške proge in tako naprej. Tako da res super knjiga, ki pa je mogoče za malenko zahtevnejše bralce primerna.
Mete Veco, tudi zdaj že poznate najbrž, torej mislim, da 2 leti nazaj smo izdali njen roman 130 utripov na minuto, ki je govoril o tesnobi. Tudi ta roman je bil zelo toplo sprejet. Gostili smo tudi avtorico lansko leto tukaj v Sloveniji in moram reči, res je bila zelo počaščena, tudi kako so na šolah pripravili sprejeme, koliko otrok je to knjigo prebralo in je imelo vprašanja zanjo. To drugo knjigo pa, mislim, da je sicer starejša kot v izvedniku kot 130 utripov na minuto, pa je malo bolj lahkotna tema, bila je uvrščena med bele vrane, govori pa bolj o razrednih razlikah, neka taka, o komediji zmešnjav, o razrednih razlikah, v bistvu fant iz manj premožne družine, v bistvu sama z očetom živita, se prebijata, bom rekla, z meseca v mesec in po nekem nenavadnem spletu okoliščin zadane opremo za golf in se potem tudi po nenavadnem spletu okoliščin opiše v golf klub, kar pa mora biti seveda velika skrivnost, ker oče bi bil grozen jezen, ker tam se z meseca v mesec prebijata in to se mu zdi zelo snobovsko, da bi njegov otrok hodil v golf klub. Tako da na koncu v bistvu, se pravi, ena taka komedija zmešnjav, na koncu se seveda resnica pride na dan, se razkrije, ampak ne bom povedala, kaj se zgodi. Pa potem še ena knjiga, ki jo pa naša urednica zelo željno pričakuje. Smo zelo veseli, da smo uspeli dobiti pravice za tole knjigo, torej Ela Pali, Kdo omenja ljubezen. Je pa ena taka zanimiva mešanica v bistvu leposlovnega romana in tudi leposlovnega in stvarnega romana. Gre za avtorico, ki je bila stara 4 leta, so se preselili iz Bagdada na Švedsko. Zdaj, že samo ta kulturni šok, ki ga je doživela družina v taki čisto drugačni družbi, v bistvu z drugačno religijo, je potem ona zdaj kot odrasla ženska novinarka je popisala v bistvu teh 30 let njenega odraščanja in tudi s kakšnimi težavami vse se je soočila. Predvsem ona kot seveda majhna in potem mlada ni imela toliko težav se, bom rekla, privaditi na novo okolje, na novo kulturo, kot pa njena starša. In potem knjigo, to v bistvu zgodbo, prekinjajo vmes neki stvarni vložki, ki razlagajo tisto, kar ona opisuje, ne vem, recimo en primer je, kako, pač to je bil še čas, ko ni bilo mobitelov, ko dobijo na stacionarni telefon telefonski klic in je za to punco, kaj je bila stara 14-15 let, kličejo fant, v glasu se pa oče. In to je bilo takrat za očeta grozno, in recimo potem sledi en tak stvarni vložek, razlaga, zakaj je to za očeta muslimana, to tako grozno, ta kulturni šok, kaj so moralni kodeksi, kateri se morajo oni držati, pa tukaj nekako seveda ne pride do izraza, oziroma, kot sem rekla, kulturni šok. Pa tudi intervjuji z njenimi starši. Torej, leposlovno delo, ki pa vmes ima te stvarne vložke. Letos smo se odločili, nekaj časa smo premišljevali, ker je to tudi tak velik zalogaj, ampak smo se odločili, da bomo izdali tole fantazijsko serijo Lockwood & Company. Dejansko še nimam niti slovenskega naslova. To je fantazijska serija v 5 delih, izjemno uspešnega in priljubljenega britanskega pisatelja Jonathana Strauta. V slovenščini se boste mogoče spomnili, je že šla njegova zbirka Bartimejusova trilogija, ki je prejela tudi znak Zlata hruška. Torej, tale serija ima 5 delov, 2 bomo izdali letos, 2 naslednje leto in potem še ostane nam en del. In zaplet zgodbe je zgrajen okrog posebne detektivske agencije 3 mladostnikov, ki se ukvarjajo z odkrivanjem in izganjanjem duhov. Torej smo niti ne vem, ali je to usporedna resničnost ali neka prihodnost,
ko so duhovi začenjajo prihajati nazaj na zemljo, edino otroci, ki pa še imajo tisti 5., 6., 7., ne vem, čut, ki ga odrasli v bistvu že potlačimo, jih pa lahko zaznajo ali vidijo, ali slišijo in tako naprej in se potem formirajo te detektivske agencije otroške, ki izganjajo te duhove. V vsaki knjigi je en tak napet zaplet, v bistvu kar srhljiv, no, lahko povem iz osebne izkušnje, ko sem jaz prvo knjigo brala. Sem bila ravno doma na korono, so me izselili v eno sobo in jaz sem takrat bila blazno srečna, sem imela čas, da sem res lahko samo brala, ampak vem, da v enem trenutku zvečer pred spanjem sem rekla, aha, zdaj grejo na izganjanje, zdaj bom pa jaz to zaprla, ker jaz ne upam več brati naprej, ker dejansko meni kot odrasli mi je bila taka srhljiva, da sem nekaj bom nesmela kakšnega desanja, bom rajši jutri naprej. Torej, te zbirke se res veselimo, tudi urednica je sama napisala, da je to avtor fantazijske književnosti, ki se svojo pisavo umešča v sam vrh tega žanra. Njegova dela sta tematsko kompleksna, slog pa je izpiljen. Domišljeni vzporedni svetovi, v katerih se odvijajo njegove knjige, ponujajo iskreno ogledalo našemu svetu, socialnim razmeram, političnim odnosom, eksistencialnim vprašanjem. Torej, se zelo veselimo, bo pa to res taka za ljubitelje fantazije, ker to bo kar vsaka knjiga tam 500 strani ali več. Za drugo triletje bi izpostavila tele 3 naslove. Nino Mavhrovac sem danes že omenila, najbrž poznate, že pred leti so išli Orientacisti z 2 knjigi. Nina se je odločila, da bo naredila, v bistvu zaključila s 3. knjigo to zgodbo. Torej, v tej knjigi Orientacisti gredo na neko tekmovanje v Italijo. Nazaj grede se pa jih pa 4, mislim, da 4 od njih kako pozabijo na enem zelo zanemarjenem, zapuščenem postajališču in potem kaj se jim dogaja, pa so jim neki kriminalci za petami in tako naprej, tako čisto v Nininem slogu, kar se orientacistov tiče. Tudi tukaj so ilustracije je naredil Damjan Stepančič. Potem pa še eno nadaljevanje. Zdaj bo že po moje 3 leta, kar smo izdali Raje umrem, Cvetke Sokolov. In dejansko smo dobili zelo lep feedback na to knjigo. Ena punca nam je dejansko pisala na založbo in je pohvalila avtorico zgodbo in tako naprej in je na koncu napisala tako milo prošnjo, a lahko še kakšno nadaljevanje. In mi smo seveda to posredovali Cvetki in Cvetka je rekla, joj, pa bi res, ne, in je nastala, ne, pa ne že spet, torej tako mogoče malo bolj lahkotnejše branje, ki ga posvečamo oklevajočim bralcem. Se pa zdaj dogaja v času pandemije, torej te odnosi z vrstniki so še težji oziroma otežkočeni, je pa glavna junakinja romana še vedno ljubiteljica teh priročnikov za dekleta. Potem pa še ena, ki pa je ravno kar išla, jo bomo ravno včeraj smo dobili v skladišče, Mateja Gogoc. Tudi eno tako bolj lahkotnejše branje, bom rekla, ki popisuje eno leto v življenju Neli Smrkolj. Neli se preseli, oziroma njena družina se preselijo iz mesta na podeželje, na vas, in potem spremljamo njene dogodivščine in dogodivščine njene družine skozi to leto, predvsem njene dileme, kako jo bo sprejeli v šoli, bo našla svoje, mislim, druge prijateljice. Pa potem tam nekje na sredini knjige se pa zgodi še ta obrat, da starša povesta, da bodo dobili bratca, mislim, da sta 2 ali pa 3 celo že otroci, torej Neli in še 2 bratca, ampak potem bodo dobili pa še dvojčka, tako da to pa še dodatno zaplete in Neli vse pridno popisuje v svoj dnevnik. Tole moram kar izpostaviti, sicer, čeprav zelo vsi dobro poznate, torej avtorja Hišice na drevesu še nista izčrpala vseh svojih domislic, torej
nadaljujemo letos z 104. in 117. nadstropno hišico na drevesu, pa še vedno, dejansko mislim, da če se ne motim v Avstraliji, te knjige še vedno izhajajo. Tako da tega je res veliko in to je res nagrajevana zbirka po celem svetu. Kar mogoče bi še tukaj izpostavila, pa nisem dala prav na projekcijo, tudi naša zbirka Superbit se nadaljuje, torej Žiga Valetič, bomo letos izdali 3. knjigo tega dečka z slabim vidom, ki pa je odličen detektiv. Pa tale zbirka tudi detektivske agencije, ki se ukvarja z duhovi, zanimivo bomo imeli te zbirke, ampak ta zbirka je za mlajše bralce, torej te Kristine Olson, tudi nadaljujemo 2 knjigi na leto. Če zdaj še omenim par naslovov za naše najmlajše. Tukaj se dala sicer naslovnico knjige, ki je že šla, oziroma kartonke. Maša Ogrizek in Miha H. še nista izčrpala vseh domislic o tem, bom rekla, Koko v vesolju. Torej, Luka iz bloka 3 prihaja nekako v drugi polovici leta. Prav tako prihajajo še vedno naše Koko kartonke. Pri prvi so bili v Ljubljani in so raziskovali različne ustanove v Ljubljani, v drugi so šli na oko okoli, v tretji pa bodo raziskovali vozila, različne vozila. Kot sem rekla, Luka iz bloka tudi se nadaljuje strip. Tukaj imam pa še naštetih par slikanic. Za slikanice pa res nimam nič za pokazati še. Razen o zares glasnem strahu od Aksinje Mamel in Kristine Krahin, ta knjiga je že šla, oziroma slikanica in je nadaljevanje tiste o miški, ki je klofutala medveda. Bom rekla nadaljevanje, ne čisto nadaljevanje, v bistvu isti literarni junaki se pojavljajo. Tukaj je Aksinja raziskovala čustvo strah, če pri prejšnjem jezo. Potem bomo izdali eno slikanico Ide Mlakar Črnič in ilustratorke Anke Kočevar, Tihomir iz Strahomirja. Tudi tukaj v bistvu se malo o strahu pogovarjamo, o medvedu, ki naj bi bil pogumen in rjoveč in glasen. Tukaj pa tale Tihomir je žal tak prestrašen medved in kako najde v bistvu neko svojo moč, kako reči ne, bom rekla, zelo aktualno v današnjem času. Potem ena kaj ne rečem, knjiga, v kateri nismo bili čisto prepričani, kako bi jo naslovili. Torej, Ivan Mitrevski bo naredil knjigo Vsi prdimo. Bom rekla tak provokativen naslov, zato smo se ga na začetku mogoče malo strašili, pa smo pa malo poprašali naokrog, pa vendarle, jaz sem sama mamica 2 fantom, tako da vem, kako take knjige ali pa taki pogovori so med fanti. Ivan se je lotil te teme tako zelo na humoren način, malo, če se spomnite, tudi na način, tako kot Kdo se boji zobozdravnikov, na tak način bo tudi tukaj predstavljena ta tema, če lahko rečem temu. Potem Feri Lanšček je napisal eno krajše besedilo, torej slikanico, oziroma besedilo za slikanico, ki jo bo ilustrirala Marta Barton. Ta družina je zgodba, ki zdaj ne vem točno, se že pojavi v enem od njegovih del za odrasle. Potem je povzel samo en delček in je, se mi zdi, čudovit prikaz, kaj je to družina. V bistvu zgodba gre, da enega mačka, ki se priklati k družini, ga deček posvoji, nihče točno ne razume, ampak da med sabo se lahko pogovarjate. Gre pa za to, da maček gre en dan pač loviti miši na polje in ko pride nazaj, reče, da je grozno lačen temu dečku in reče, kako, ne, se si ravno kar lovil miši. Potem pa maček razloži, kako je ujel mehno miško, pa je hotel ravno pojesti. Pa je prišla druga mehna miška, preka, ne, to je moj brat, grozno ga imamo radi, oči pa mami bosta žalostna, raje še pojej mene. Ko hoče pojesti tisto, spet
pride ena večja, ne, to je moj sin, rajši poje mene, in tako gre naprej, v bistvu cela družina. In na koncu dejansko se zgodi, da maček ne poje nikogar. In s tem se nam je zdela ena taka super zgodba za otroke, kaj pomeni družina, kaj pomeni povezanost v družini, ne, in tudi žrtvovanje, konec konca. Pa še eno bi izpostavila. Peter Svetina je napisal eno tako res čudovito, presunjajoče, čisto kratko besedilce. Otroci zapirajo vrata molče. Polona Lovšin, ko ga je prebrala, je bila fascinirana in je si vzela, bom rekla, kar za en tak posebni projekt to, tako da se zelo veselimo, kaj bo nastalo. Gre pa en tak, v bistvu, Petrov odziv na vse te grozote, ki se dogajajo v svetu, na vojne, in kako otroci v bistvu morajo to molče, bom rekla, prenašati, ne, kakorkoli jih odrasli predstavljamo, ali pač različne načine grdo se lahko ravna z njimi. Jaz bom na tej točki kar zaključila, torej bom izkoristila še zadnjič mogoče, da pokažem tudi našo ilustracijo, ker počasi zaključujemo to naše enoletno praznovanje 20. obletnice. Bom pa vesela, če imate še kakšno vprašanje. Mogoče.